Lep pozdrav, sem Manuela Vadljen, predstavnik izdelovalca IB Studio, kateri smo izdelali spremembe in dopolnitve ZN Livade 1. Ureditveno območje se nanaša na del območja med Južno cesto, odsekom občinske ceste, povezovalna Livade Južna cesta, ulico Ivana Regenta in Kajuhovo ulico. Severno meji na individualno stanovanjsko zazidavo, vzhodno na trgovino Hofer, južno in zahodno na blokovsko zazidavo. Ureditveno območje obsega 2 parceli v skupni izmeri cirka 5200 kvadratnih metrov. Obstoječe stanje je zaraščeno, neurejeno, zaraščeno je s posameznimi drevesi in grmičevjem, na enem delu je urejeno kot njiva. Sama namenska raba je poselitveno območje, območje za stanovanja, tako kakršen je velikšni del okoliških območij. Spup Livade Kajuhova je območje določeno kot območje F, katero se ureja s spremembo zazidalnega načrta Livade 1. Osnovni zazidalni načrt obsega območje, ki je obrobljeno z rdečim, naše spremembe pa obsegajo območje, manjše območje, ki je obrobljeno z zeleno barvo. Zakaj je sploh prišlo do tega? V samem osnovnem zazidalnem načrtu so predvideni stanovanjski bloki, tako kakor so že obstoječi, vendar zaradi neprimerne pozidave in rabe sosednjih zemljišč in seveda neskladja med obema aktoma, torej PUP-om in ZN Livade, sedaj ni mogoče zgraditi po predvidenem prostorskem aktu. Vkolikor bi se zgradil objekt, tako kakor je mišljen po prostorskem aktu, bi bil že na objektu od trgovine Hofer. Zaradi tega smo šli v spremembe in dopolnitve, in sicer namesto objekta, ki je predviden po zazidalnem načrtu, smo premestili ga proti severu ob ulici. S spremembami in dopolnitvami se uredi stanovanjski blok s parkiriščem in parkom ter igriščem. Možna je gradnja večstanovanjske stavbe, tlorisne površine 570 kvadratnih metrov, etažnost 5+4, kakor so sosednji stanovanjski bloki, možna je klet. Kota pritličja je lahko nadkot obstoječega terena zaradi poplavne varnosti in pa samega terena. Določi se maksimalna višina objekta, določijo se minimalni odmiki od gradbenih parcel in pa komunalnih vodov. Predvideno je cirka 31 stanovanj in 42 dodatnih parkirnih mest. Če pogledamo samo ureditev, torej objekt je tlorisnih gabaritov podobno kakor obstoječi, premakne se proti ulici, naredijo se dodatna parkirišča in pa bočno parkiranje. Obstoječe igrišče se premakne, uredi se celotna parkovna ureditev, peš povezava proti Hoferju se ohrani, se samo nekoliko zamakne. Za potrebe sprememb in dopolnitev so bile pripravljene tudi 2 strokovni podlagi, in sicer hidrološko-hidravlični elaborat in pa preizkus zazidljivosti za večstanovanjsko stavbo v območju. Če pogledamo preizkus zazidljivosti, si je arhitekt zamislil razgiban tloris, kjer bi bilo na vsako etažo cirka 7 stanovanjskih enot, to so 2- ali 3-sobna stanovanja, velikosti od 45 do 65 kvadratnih
metrov. Mišljena so to kot stanovanja, najemniška stanovanja za mlade družine. Etažnosti so, kakor ostali že zgrajeni stanovanjski bloki, 5+4. V hidravličnem elaboratu je pa območje opredeljeno kot srednji razred poplavne nevarnosti. Predvsem so tukaj problem padavinske vode in z določenimi ukrepi, ki so opisani tudi v samem elaboratu, se to zmanjša in je primerno za zazidavo. Predvsem gre tukaj za zadrževanje padavinskih vod pri velikih nalivih, kjer naj bi se zadržali v ustrezno dimenzioniranih zadrževalnikih in potem kontrolirano spuščale v površinske odvodnike. To je z moje strani vse. Hvala lepa in nasvidenje.